Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura 15:07 in nadaljujem pojasnjevanje glede preobrazbe lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev z pomočjo orodja, ki se imenuje pisanje. Z pisanjem ozaveščamo naše doslej neozaveščene miselne vzorce. Torej, je sestavljen nekako iz 3 ravni, iz zavedne, podzavedne in nezavedne plasti. Tisto, kar se zavedamo, je v našem zavednem umu in odstotek teh stvari, kar se zavedamo, je zelo majhen. V primerjavi z podzavedno in nezavedno plastjo lahko to primerjamo kot vrh ledene gore. Torej, vemo, da ledena gora je večinoma potopljena v vodi, samo določen delček, recimo 1/8, gleda iznad površja vode. In da bo še bolj nazorno, lahko naš primerjamo z ledeno goro v motni, blatni vodi. Torej, tudi če pogledamo navzdol, ne vidimo zlahka, kaj se dogaja pod površjem, kaj vse teči v našem podzavednem in nezavednem umu. Ko potem se zjutraj zbudimo in gremo skozi dan, doživljamo različne dogodke in različne vtise in pojavljajo se različne misli in različne čustvene reakcije. Da bo zadeva še bolj dramatična, lahko torej naš vsakdanjik primerjamo z splavarjenjem po burni, deroči reki. Jesenska reka tik po dežju, vsa rjava, motna, in mi po tej deroči reki se spustimo z splavom ali čolnom. In tisto, kar potem skozi dan se pojavi na površju, so misli, ki jih lahko primerjamo kot z plavajočimi listi na površju reke, na gladini. Potem pa tudi čustvene reakcije, ki jih lahko primerjamo z lesenimi naplavinami, vejami, ki se pojavijo na površju reke. Ko torej plujemo skozi dan, vidimo, opažamo liste na površini reke, jih opazimo, jih lahko opazujemo, jih občudujemo, jih zasledujemo in temu rečemo razmišljanje. Listi so neka taka mehka pojavna oblika in če se dotaknejo našega čolna, ne pustijo kakšnih posledic. Čustvene reakcije, ki jih lahko primerjamo z lesenimi naplavinami, pa naredijo majhen bolj intenzivnejši vtis na našem splavu oziroma čolnu, ker ko se v njih zadanemo, butnemo, potem to začutimo in lahko tudi poškodujejo naš čoln. In tako listi kot veje so stvari, ki plavajo nekaj časa nad vodo, potem se lahko spet potopijo, ko jih kakšen vrtinec zopet potegne navzdol v našo podzavest in nezavest, in potem zginejo in potem zopet pridejo na površje. In te misli kot listje in čustvene reakcije kot lesene naplavine se potapljajo v globino in zopet priplavajo na površje in nekako motijo
našo pot, naše potovanje skozi dan in nam jemljajo pozornost od zavedanja, kaj je tukaj, namesto da bi bili pozorni na to, kako deluje naš čoln, da bi opazovali okolico, bregove reke, ko plujemo skozi dan in podobno. In to listje in naplavine lesene nas motijo toliko časa, dokler jih ne poberemo ven iz vode. Lahko skozi dan, ko opazimo neko misel, jo zagrabimo, se nagnemo čez rob čolna ali splava, zagrabimo z roko ta list in ga odstranimo. In to je podobno, kot če bi misel prekinili s tem, da damo pozornost na naše dihanje. S tem, da smo pozorni na naše dihanje, s tem prekinemo tok misli. Podobno je tudi z čustvenimi reakcijami. Lahko, ko vidimo, da nekaj udari v naš čoln, da opazimo neko čustveno reakcijo, lahko spet z dihanjem to čustveno reakcijo umirimo, da energija zopet zgine, in to je podobno, kot bi vzeli nek lesen hlod, ki je udaril ob naš čoln iz vode. Ampak to še ni trajna rešitev, ker tisto, kar vidimo na površini uma skozi dan, so samo drobni koščki določenih smeti, odpadkov, ki se nabirajo skozi naše življenje v našem umu in se skrivajo v podzavedni in nezavedni plasti uma. Zato je potrebno, da se poglobimo v naš da skočimo v vodo in da zbrskamo vse, kar teči v naši globini, naše temačne vode, v naši temačni podzavesti, in da to pripeljemo na površje, na gladino, da lahko potem sistematično vse to odstranimo. In to brskanje po naši globini je možno učinkovito samo za pisanjem. Torej, ko si vzamemo čas v dnevu, da vzamemo blok papirja ali računalnik in začnemo ozaveščati te naše misli iz podzavednega in nezavednega dela uma, je kot bi skočili v to globoko temačno reko in stvari pripeljemo na površje. To počnemo z pisanjem. Torej, to je prvi del, ki se imenuje ozaveščanje. Pripeljemo, dvignemo to ledeno goro na površje, kot da bi z dvigalom dvignili ledeno goro, da vidimo celoto ledene gore. In šele takrat naredimo prvi korak pri temu, da potem naš začnemo očiščevati, preobražati, da postanemo lahko notranje mirni, da odstranimo vse liste, vse lesene naplavine in da postane potem naša pot, naše splavarjenje skozi dan vse bolj mirno, sproščeno in prijetno, tako za nas kot za druge. Toliko za danes, več naslednjič. Nasvidenje.